Evo, policija je po celi Ljubljani. Specialci, že od Roga, od urgence do tukaj, do Zmajskega mostu, so povsod specialci. Torej pri Rogu čakajo. Pri Rogu čakajo. Pri Zmajskem mostu povsod so specialci, s tem, da so danes ogradili trg, Državni zbor. Tako da očitno je danes specialna akcija naše vlade in Hojsiča in drugih fašistov po vladi. Evo, slišim piščalke, da vidimo, kaj se dogaja. Da vidimo, se bližamo Prešernovem trgu. Evo ga, Prešernov trg, poln policije spet. Neverjetno, je to policijska država, kaj? Neverjetno je. Danes so brali ustavo državljani na Trgu Republike in so jih pohopsali. In Svetlana Slapšak nesli, ki je omedlela. Evo jih. Poglejte sami, kaj se tle dogaja. Več policije kot turistov. Ja. Več policije kot turistov. Ta država je res v kurcu, čist. Čist policijska država. Ampak narod se zbira. Narod se zbira in ne dovoli. Poglejte. Je vse polno. Je vse polno. Ampak tudi njih je več kot turistov. Ampak državljanov je še več. Grem po drugi poti, da vidimo, kaj se dogaja. Tukaj vidimo, da je zakrčena ulica Čopova. Čist z državljani, odgovornimi. Gremo na to stran. Opa. Ljudje se zbirajo. Ljudje se zbirajo. Da vidimo, evo, spet policija. To je neverjetno. Fucking policijska država, res. Vem ti, ukinite jim vse. Plače, dodatke, vse. Vse živo. Seveda. Ukiniti. Vse vas bo tudi fukala politika, urit. Mislim, ne morem več zdržati, res. Se opravičujem. Ampak to, kar so danes naredili mirnim državljanom, ki so brali ustavo na Trgu Republike, to je groza. To je groza. Kot živali so jih pobirali in nesli ven za ograjo. Protiustavno postavljeno ograjo. Groza. Groza, samo ta Janša in vlada in Hojs, ker misli, da je to vse njihovo. Pa ni, v bistvu so naši uslužbenci najslabši do zdaj. Daleč najslabši uslužbenci, ki jih premore ta država.
Galać. Tukaj ne bi bil spomenik sprave. Kakšne sprave? Se SDS noče sprave. Aktualni predsednik vlade se poščije na ta spomenik. S svojim obnašanjem to dokazuje. Poglejte te policije, pa to je noro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 policijskih avtomobilov. Od tega 8 kombijev. Ja, preveriti treba, da niso uvezli kakšne mađarske specialce, ker se mi zdi, da jih mi nimamo toliko. A tudi se mi zdi, da ne razumejo slovensko, ko se jim kaj govori. Obnašajo se necivilizirano, skrajni. Evo, tukaj se nadaljuje število policijskih avtomobilov. Neverjetno. Neverjetno. Očitno je res to, kar piše Mladina, da je policiji naročeno, da izziva spopade med protestniki. Očitno. Tam je tudi polno policije, ograja postavljena. Neverjetna država, res. Neverjetna. Evo, protestniki. Gremo s Čopove levo, naravnost v bistvu oni. Se jim pridružim zdaj. Ja, spremlja nas. Gledajte to. Neverjetno. Neverjetno. Prvič, da imamo spremstvo specialne enote. Treba se pozanimati, a so Mađari, a so Slovenci. To se moramo pozanimati. Ne slišim, da noben govori slovensko. Dobar dan. A nas varujete? Pred kom? A? Me res me zanima. Ker do zdaj smo 7-krat hodili sami, zdaj pa nas varujete. A? No. Sorry, no. Samo vprašam. Ker me skrbi za mojo varnost. Če ste vi tukaj, smo varni. Ja, ste z nami, ja ste proti nam. Aha. Evo, to je prijaznost za dobro plačo, res. To je res. Prijaznost za odlično plačo. Evo.
stran. Evo, varuju nas. Mladenić. Neverjetno. Neverjetno, res. Neverjetno. Lahko vas nekaj vprašam? A vas lahko vprašam nekaj? Ne? Ok. Eto. To so naše pravice. Ti bod in hodi, dokler ti dovolimo. Neverjetno. Neverjetno. Kaj vi mislite o tem, državljani? Evo, ulica je že polna. Seveda. Seveda. Evo, uživo. Zgleda, da govorijo slovensko, ampak zgleda, da so tudi izdajalci tega naroda. Kje so jih pa najdli, to pojma ne. A res? Prvič, odkar smo na protestih, torej 8. imamo spremstvo specialcev. 8. Evo, 2, 4, 6, 8, 10, 13 jih je. Evo, takrat sem povabil vse mojstre karateja. Torej, če jih je 13, nas bi rabilo biti samo 6, da jim odvzamemo ščite in orožje, razorožimo jih. Samo 6 črnih pasov. To je očitna provokacija strani policije, da pošlje pred mirne protestnike specialce, da jih spremljajo. Isto kot ti začne dvigovati ventilke. Evo, poglejmo še, koliko ljudi je. Evo ga. Ogromno. Tako da bi tudi ljudje brez problema razorožili, če ne bi bili toliko miroljubni. Ampak ljudje mirno protestirajo. Mirno. Policija pa izziva ves čas, ko pošilja, minister in predsednik vlade izzivajo narod. Izzivajo. Poglejte to. Poglejte. 13 specialcev in 10.000 ljudi med nami. Narod je okej. Narod je cool. Vlada ni cool. Politika ni cool.
Ameriška ambasada varovana, seveda, seveda, fašizem je najbolj varovan trenutno na svetu. Bogi delavci pa za plačo proti svojemu narodu. Aha, specialci zdaj zapuščajo nas in gredo proti parlamentu. Ja. Ta skupina ni bila madžarska. Moramo jih preveriti vse. Danes je tudi več kot 10.000 ljudi. Upam, da je po celi Sloveniji tako, ker če se ne upremo temu fašizmu, ki ga forsira ta vlada, verjemite mi, da bodo trpele naslednje generacije, več generacij, tako da se moramo upreti. Upreti se fašizmu, ki ga prakticira ta vlada, ignoranci ustave. Ta vlada ubija Slovenijo, ne spoštuje ustavo, na prvem mestu najbolj sveto knjigo v tej državi. Državljansko knjigo, ustavo, ne spoštujejo, poteptali so jo danes. Danes je policija poteptala ustavo in ljudi, ki so jo brali na trgu. To je nedopustno. To je nedopustno. Vsi smo tukaj. Vse nas zanima prihodnost. Pod to vlado ne bo prihodnosti za to državo. In pod takšno politiko. Lopovi. Lopovi.
Odstop! 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 Sam drži tako, sam ga zakljeno. Odstop! Odstop vlade, seveda. Kakšen kreten moraš biti? Ja, misliš, da lahko narod preprečiš? Kakšen trg? Celo državo, mesto lahko zapreš. Narod pa ne. Narod ne boš zaprl nikoli. Stop! Torej, center Ljubljane je zablokiran, specialci čakajo od Roga, Zmajskega mosta naprej. A res mislite, da teh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tukaj zadrži te ljudi? Če bi seveda te ljudje hoteli biti nasilni, bi že zdaj bil konc tega cirkusa, ki ga izvaja vlada Republike Slovenije, Janez Janša in Hojs, minister. Če bi. Kaj je to? To je 4, 6, 8. Mislim, ni šans. Ni šans. Narod, če bi hotel, gre. Gre naprej. Narod spoštuje, ima rad svojo državo. Ampak sporoča dosti tega. A se vam vrti, politiki!
slišite? Kje je predsjednik? Kje sta oba predsjednika, da slišite to? To si zasluži vlada. To. Evo. Evo še policija se zbira. Jer ne, sorry, no. No, moramo paziti tudi na jezika, ne. Tebe pa ne vidim tukaj. In gremo naprej. Naprej. Celotna Slovenija, tudi Terseglav mora da pride, da nam uživo pove, da niso specijalci.
O Julija, zakaj si osamljena na oknu in hrepeniš o tem, kako bi se nam pridružila? Pridi dol, o Julija. Mogoče pride. Mislim, da ta ulica polna prime več kot 10.000 ljudi. Seveda jih je 8. zapored. Polna Prešernova. Zdaj zavijamo. Opa. In na trgu mladinskih delovnih brigad smo. Pa nas je veliko več kot ena brigada. Glejte, lopovi. Ograditi se ne morete. Tudi če mesto ogradite. Če pa državo ogradite, no, potem pa lahko državljani poštimajo vse noter. Tudi vi ne boste zbežali. Seveda, to sem pozabil posneti. Tako. Dovolj je. Fuck off. Fuck off, vlada. Kralj desnice je rabelj Kralj desnice je rabelj resnice. Lopovi. Lopovi.
Pazi. Pazi. Gremo pred parlament, ali kaj? Gremo preveriti ograje. Gremo. Eni grejo tukaj levo, eni pa desno. Zelo me moti. Gremo pogledat, kako izgleda v živo pri taki ograji. Da vidimo to sramoto te vlade, da jo vidimo. O, evo ga, sramotni odred. Interventne enote. Jer ne, jaz sem prav povedal. Da vidimo, kaj delajo. Popisujejo državljane, zakaj.
Pojma nija, mogoče ker imajo črno masko. Ali pa je tujc. Neverjetno. 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 Evo ih. Evo ih. Hlapci. Hlapci v oblekah. Ni tukaj preveč možganov za razmišljati. Ni. Lejte to sramoto, Lejte to sramoto, Lejte to sramoto, no. Lejte to. A ja, tako se odpre ograja. Aha. Evo. Glejte to sramoto. O moj bog. Glejte to. To je res cirkus. Živali so se ogradile. Glejte to. To je res smešno. To je res smešno. Sram. Naj vas bo. Janša. Hojsu, tudi tebi ne bo to pomagalo. Kaj je to igrišče za bejzbol? Kaj? S tem ste poteptali ustavo, torej teptate lastno državo politike. Teptate. Dva bika spustiti le noto. Lejte to sramoto. Tle so danes ljudje brali ustavo in so jih aretirali. Mirno so prebirali člene ustave in je bilo to. A ja, zdaj še motimo, če smo na ograji. Oh my god, Borutu, Pahorju. Žordane duše! Danes imate suzivc tudi. A se bomo tepli danes? Ne? Ok. Ni problem, če bi bili 1-1. A gre bi lahko plisati tele noto? Ne, ja potiti. Vse to je naše. Ti je pa servo piramidista. Spomnite se banke tega. Bil sem v uniformi. Boste prišli na isto malo. Vračal bi več nafte. Policisti, stopite na prostor. Ste videli, niti bomo vsežje. Veste, da ni prav. Veste, da ne delali prav. Če malo razmislite, veste, da ni prav, resno. Servo piramidista. Ja kaj je to igrišče za bejzbol? Ja pizdo materna. Vse smo mi državljani, pizdo. Proti svojim... Mi smo vaši nadrejeni, ne pa oni. Mi vas plačujemo. Mi smo davkoplačevalci. In mi plačujemo vašo službo. Ne oni jebi. Mi bomo njih odnesli, ampak potem boste na slabšem. Slej ko prej bojo šli. Hiter, zelo hiter. Zelo hiter bojo šli. Naroda ne moreš ustaviti, ni šans. Ni šans. Tista
stavba tam je naša. Naša. Tisti ljudje, tiste podobe gor, so ljudje, ki so se borili za državo. Tako kot mi. Tisti ljudje gor so heroji, borci za državo. Mi smo zgradili to stavbo, ne pa Janez Janša in Hojs, minister, veliki pizda. Ne, mi smo gradili to. Ja, mi bomo šli v to stavbo, kmalu. A grem cel krog. Ja, to represij. Danes je vlada poteptala ustavo. Ta vlada ne spoštuje državo, državljanov. Ne spoštuje ustavo, niti pravo. Čau, čau. Čakam, ne moram to slikati. Evo, a vidite to sramoto? A vidite? Policijsko igrišče, pide. Ne me zajeba. Ene ovce bi mogli spustiti noter, pa 3 bike. Pa bi bilo. Ja, tlele pa res je, da manjka. Poglejte to. Evo. Tukaj si je minister Hojs naredil policijsko igrišče. Na račun državljanov. Mi mu pa plačujemo ministersko plačo. A vidite? A? Vidite? Ti reveži pa ubogajo. Pogledajte te reveže. Interventne enote. Jerneja, ne? Evo ti. Zakaj pa intervencija? Zakaj ograja? Za te ljudi, ali kaj? Mirni ljudje, a ne? Glejte jih. Glejte te ljudi. Nasmejani, mirni. Ja, se sem bil tam. In ograja. Evo. Evo. Ljudje, ki sedijo in gledamo ljudi. Te nimajo, tisti tam imajo. Ta nima. Evo, pogledajte. Tragikomična situacija 21. stoletja. Janez Janša in minister Hojs sta si naredila ogromno igrišče za policijo.
Poglejte, ljudje imajo psa, gledajo, vsi mirno sedijo, pijejo pirček, ampak vsem nam je jasno, da vlada mora stran. A še enkrat. Nasilje. To je nasilje. To je protiustavno, da se tako dela z državljani. To je nasilje. Glejte to. Kakšna ograja, mater Božja. Neverjetno. Pišuka je. Očitno se Janša in Hojs in ostala druščina zavedajo, kakšno sranje so naredili v državi. Poglejte to ograjo. Kakšno sranje delajo. Glejte to. Glejte to. Parlament. Narodni parlament. Kje je narod? Ni ga. Igrišče za policijo in državljani odmaknjeni državljani stran. A vidite to? Kakšna ograja, stari. Glejte to. Glejte to. Grem cel krog, da vam pokažem, kakšen je to strah kriminalcev v vladi, ki se zavedajo, kako so kradli. Glejte to ograjo, mater Božja. Glejte to. Kakšna ograja? Zakaj bi se človek ograjeval, če ni nič naredil? Kaj mislite vi? Zakaj? Pojma nimam. Pojma nimam. Samo ta ograja je neverjetna. Neverjetna. Neverjetna je ograja danes. Resno. Rabimo. Kakšna ograja je. Gledajte to, tam. Je skomignila z ramo, z rokami, ker ne ve, kaj ne reče. To je ukaz. Ukaz je to. Ne morem. Čisto krog bloka. Se tle ni nobenega. Zakaj je ograja to? Varovano območje. Slišali ste? To je varovano območje, samo ne vem, koga varujemo. Pojma nimam. Pojma nimam. Grem en krog, da naredim cel krog. Da naredim cel krog. Varovano območje. Ščitite lopove. Ker imate glavnega šefa lopova, ki je pripeljal pod šefe, pod sabo še ene lopove. In edino se morate navadni policisti upreti temu, ker vas bojo porinili, da se pretepate z nami, z državljani. A to nama ni cilj. Ni cilj protestov, da se pretepamo s policijo. Cilj protestov je, da vlada da odstop. Da se razišče, da se kriminal kaznuje, da se zaprejo kriminalci in to je to. Da življenje štarta normalno. Zato protestiramo. Zato protestiramo. Oh shit, tle je tudi varovano območje, kaj? A gre?
Ne, tle lahko grem. Neverjetno. Kakšna ograja stavimo. Ne me zajebati. Kakšne argumente rabimo sploh? Kje ste? Kje ste novinarji? Pridite s kamerami, vprašajte, zakaj rabimo to ograjo. Kaj se to dogaja? Kdo se ograjuje? In zakaj je to varovano območje? Me sprašujejo. Koga varujete? Se ni nobenega tle. Samo jaz s kamero. A znate slovensko? Mogoče so tudi kakšni Madžari prišli. Bomo raziskali, ker se očitno ne razumemo. No, videli ste, ograja gre do tukaj in tukaj je varovano območje. A ja, danes imate tudi plin s sabo. Ne, res me zanima, a ste danes namenjeni napasti civiliste? A bo pretep? Vlada bo šla, slej ko prej. Vi boste ostali v službi, jaz tudi. Evo, slišali ste. Tako da gremo krog, pa pridem nazaj. V stiski je bil gospod interventne enote, kje ni nobenega, varuje železno ograjo. Danes so pa gospod staro čez 70 let vlekli po kockah, ko je medlela, nobene pomoči ni dobila. Brala je pa ustavo. 20 ljudi so aretirali, ker so brali ustavo. Kakšen smisel je to? Kje pa mi živimo? Kdo je ta Janez Janša? Pa Hojs, kdo sta to? Kdo sta ta dva človeka, da maltretirata celotno državo? Kaj vam je, ljudje? Kje vi živite? Ograja je dolga 2 kilometra, mater Božja. Evo, en del protestnikov je organiziran za drugi del protesta na drugem mestu. Tako da treba pritiskati na več različnih mest. Gremo mogoče na nevarovano območje, ker to območje je preveč varovano. To so paranoje. Paranoje fašistične vlade. Evo, dol sem bil, zdaj sem tle. To je to. Ma on plin, ma. Seveda ma. Ma. To je resnica. Čuvate lopove. To varovano območje ni normalno. Vse tle ni nobenega. Samo jaz snemam, ljudje zanima, kaj se dogaja. Varovano območje, pred kom?
Ni nobenega. Čuvate lopove. Njih bomo oterali zdaj k malu. Vi boste ostali v službi. Jaz tudi bom v službi. Moj kolega, ki je inšpektor, pa imamo sezname. Ja, moraš. Če oni nam grozijo, moramo tudi mi njim. Ne gre. Sorry, Gandhi. Nijamo 20 let časa. Nas je že ena vojna povozila. Ne bi rad doživel še ene. Zato moramo prej ukrepati. Ker fašizem diši. Smrdi. Močno v zraku. Močno, gledajte to. Evo. To je vsa ta ograja. Evo. Evo ga. Tudi sprej. Pa vidite. Imamo danes tudi sprej. A to danes, ali kaj? No, solzivec je danes nova oprema pri policiji. Interventna enota, ne? Se pravilno izrazim. Interventna enota. Ima danes tudi solzivec s sabo, ker pojma nemam zakaj. Ker smo zelo agresivni. Res. Tudi kakšna ograja. Evo. Mene samo zanima, vedno je to ene zgodbe. Evo. Nima vsak peti ima solzivec. 1, 2, 3, 4, 5. Vsak 6 od vas ima solzivec. Danes je to nova oprema pri vas. Solzivec pripravljen za agresivne demonstrante. Da su vam rekli da se bomo tepili danes. Da su rekli da nas tepete danes. Ha? Ja, slišao sam. Spremljali ste nas po ulici. 13 iz vaše interventne... iz Čopove pa do tukaj 13 policajev interventne enote se je šlo z nami, s protestanti. Jaz sem tudi antifašist, pa kaj, v trenerki sem, pa ne maram fašizma. A vi niste? Jaz sem antifašist. Pa se vem, samo služba, jaz sem bil v vojni v Bosni in so mi dajali denar, da ubijam ljudi, pa sem rekel ne. In sem šel stran. Kako bom streljal na ljudi? Pa bi dobil dober denar. Ja ne morem. Stvar je v tem, da vsi moramo premisliti pismo. Mi bomo nagnali vlado slej ko prej. Vi boste službo rabili še naprej. V tem je fora. Govorim, v ratu sem bil, v vojni in so mi dali denar, streljaj. Sem rekel ne. In sem mogel pobegniti. Sem pobegnil stran. Zakaj bi streljal? Se ne poznam ljudi. Ja, premisliti je treba, res. Res, ni to to. Zazehaš pa doma, zazehaš. Evo, solzivec. Še en solzivec. Gremo še malo komunicirati. Mi na protestu KKK. Ampak, a ja, ona se v to škatlo. Evo, so šli na drugo nevarovano območje. Zdaj bo ograja šla stran.
A ni brez veze, da je tukaj ograja. Pa jebemo, ej. Se sem razlagal dol kolegi, se sem jaz tudi bil v vojni in sem rekel, ne bom streljal, pa bi dobil denar za to. Ne moreš proti svojemu narodu streljati, pa biti nasilen, ker vlado bomo nagnali 100%. Samo vprašanje časa je. Vaša služba pa bo še naprej. Zato treba premisliti o tem. Narod vam plačuje. Narod je vaš skrbnik, ne pa vlada. Kakšna vlada? Vlada bo šla. Mi bomo ostali. Premisliti je treba o tem. Kakšna vlada? Evo jih. Ja, samo so šli tamo, ko so šli protestanti, jebega. V tem je fora. Šli so naprej s protestanti. To me utruja res. Na drugo stran. Jaz sem v službi, je rekel. Seveda si v službi, ampak v službi naroda, ne v službi Janše pa Hojsa. Ker ona dva sta tudi v službi pri narodu. Dajmo to razumeti, no, ljudje, kaj vam je. Zelo preprosta stvar. Politiki so uslužbenci države, nič drugega. Fucking uslužbenci. In te so slabi uslužbenci in jih treba odstaviti. Odstaviti jih je treba. Odpoved jim je treba dati. Odpoved. Odpoved jim je treba dati. Grem še enkrat do ograje. Message, sporočilo je šlo naprej, jaz pa en cel krog. Zdaj upam, da bom ujel glavnino protestnikov, ki so šli na drugo stran protestirati. Ljudje pa smo spet pokazali, da se ne strinjamo s to politiko in dokazali prestrašenim politikom, da so prestranci navadni. Naredili so igrišče za policijo in evo, a je bilo kaj? Kaj je bilo? Kaj je to? Ha? Evo, interventna enota je razočarana, da ni bilo nič. Evo, ni bilo žurke. Fake. Evo, smo prišli. Ne vem, če je kdo štopil, koliko sem rabil, da naredim krog ob ograji v Ljubljani. Ampak je bil kar konkreten krog. Konkreten krog je bil. Ne, dolg čas nam je, no. Je cel krog sem naredil, no. Lahko eno igrico odigramo. Glavnina protestnikov je šla na drug plac. Policija interventni enoti je ratalo dolg čas. Evo te. A danes bo
neplačan dodatek. Ne bo nič večje plače. In mi jih ne bomo podprli, seveda. Ne bomo podpirali več policije za višje plače. No way. Vlada bo šla, mi bomo ostali, vi tudi. Ampak plača bo mizerna res. Šite. A ni to žalostno? No, gremo ujeti protestnike, ki je bolj zanimivo. Ne razmišljajo preveč. Ne razmišljajo preveč. A ni to sramota? Ljudje moji. Ljudje moji. To je res noro. Televizija Slovenije, kot nacionalna televizija, bi mogla imeti tle avto za direkten prenos vsakič protestov, ker je naša televizija državljanska. Vsakič reportažni avto in vprašanja. Zakaj dovolimo, da vlada tepta ustavo in državo in državljane? Zakaj? Komu je to v interesu? Komu? No, zdaj moram odkleniti kolo in se javim, ko ujamem protestnike. Ajde.